Ljudje in ljudine, poslušate 138. epizodo, 4. epizodo meseca Krvosesov podcasta Obod, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z, Obod, osvetno bodalo okrvavljene drenaže, smo, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, Servus, motherfuckers. Igor Harp, in Aljoša Harlamov, ne vem, kaj je to bilo. Tokrat brez gosta ali gosti, ampak zato, kot že veste, nič manj gostobesedno. Današnja epizoda je 4. epizoda meseca Krvosesov meseca, posvečenega knjigam, serijam in filmom o vampirjih. Začeli smo z Drakulo, nadaljevali z vampirskimi komedijami in potem Nosferatujem. Danes pa bomo vampirje križali z našo najljubšo temo, vsaj tako sodeč po tem, kar počnemo med našimi 138 epizodami. To so stripovski superjunaški filmi ali celo Marvelovi filmi in se bomo pogovarjali o trilogiji Blade, sestavljeni iz filmov Blade leta 1998, Blade 2 2002 in Blade Trinity 2004. Če filmov slučajno še niste pogledali, potem za vas velja pošteno opozorilo, da bomo o njih govorili brez zadržkov, torej z vsemi kvarniki, zato na tej točki raje prostovoljno nehajte poslušati, poglejte filme in se vrnite k poslušanju epizode, ko boste to misijo uspešno opravili. Če pa ste filme že pogledali ali pa jih niti ne nameravate gledati in vas bolj zanimamo mi, pa se udobno namestite, nagnite glavo nazaj in odprite usta, mi bomo pa odprli krvave tuše in skupaj se bomo posladkali z novo odlično epizodo. Maestro, zaigraj eno ostro. Skratka, danes, kot ste zdaj slišali, delamo Blade, Blade 2 in Blade Trinity. Mislim, da so s tretjim delom rešili tako. Po naše je trojica. Ja, da ne bo trojka Blade 3, ampak Blade Trinity. Jaz ga prevajam kot rezec. Rezec? Ja. Kaj pa pipec? Ne more, ker je kavboj pipec. Ja. Kaj pa žiletek? Žiletek? Žiletek. Ok, to si bom pa prav zapisal, žiletek. Vidite li, dragi ljudje in ljudine, zato so prevajali. Ja, zato imamo te genije, ki tako cele dneve cel dan se ukvarjajo samo s tem, kako bo je prevedel naslov nekega. Ampak tako, če hočemo, da je tako za unek, pa ste malo bolj sofisticirani, pa seveda žiletek. To je francoska verzija Blada. Žanr, ki ga delamo, je seveda še vedno beštika, vampirjada, ko delamo vse, ker imamo pač mesec Krvosesov. Drugače seveda Blade spada med stripovske, superjunaške filme in akcijske grozljivke. Ustvarjalci Blada, zdaj prvega je posnel Steven Norrington, ki je potem naredil The League of Extraordinary Gentlemen in zavedno nehal delati filme. Ja, in ne samo on, tudi Sean Connery je po tem filmu rekel, ok, jaz se ne grem več. Zelo upravičeno, kolikor se spomnim tega filma. Yep. Že dolgo nisem gledal, ampak to je dobro. Ja. Jaz tudi mislim, da je to znak moje dobre, trdne duševnosti, ali kako bi se lahko rekel. Potem pa imamo Blade 2, ki ga je režiral Guillermo del Toro. Na zadnje ste lahko gledali, oziroma še vedno lahko gledate in ste vabljeni k ogledu Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities, ki ga najdete na Netflixu od letos. Sicer upam, da vam ni treba pojasnjevati, kdo je Guillermo del Toro, če pa vam je treba, potem poslušate napačen podcast. In pa Blade Trinity, ki ga je režiral David S. Goyer, ki pa je scenarist vseh treh in med drugim tudi Nolanove trilogije Vitez teme in ustvarjalec temeljev. To knjigo že toliko menjamo, da jaz mislim, da ste vsi že pripravljeni, denarnice imate odprte, kartice na pozoru in komaj čakate, da to izide. Drugače pa
Zakaj se smeješ? To so resne teme. Jaz hočem zaslužiti, jaz moram imeti Ja, plačo. se v redu, samo da smo jasni, ti ne propagiraš za tu gradbenih dovoljenj. Ne? Ja, ne. Tudi ne propagiram ničesar, to je bilo samo tako mim glede. Ja. Predloga je po stripovskem liku, ki ste ga ustvarila scenarist Marv Wolfman, ki je soustvaril ali ustvaril še like kot so Cyborg, Raven, Starfire, Deathstroke, Tim Drake, Ross Wilson, Nova, Black Cat, Bullseye, Vigilante in Omega Man. Ali ste. Mislim, Ja. Rose Wilson je sem hčerka od Wade Wilsona, Deathstroke, no. tako da mislim, da je res treba, če človeka ustvarjaš še njegovo hčerko zraven. Plus, človek si piše v Wolfman, a nobenega volkodlaka ni mogel Ja. ustvariti. Se kaj žalostno, ni? Ja. No je pa naredil recimo Bullseyeja, tega malo poznamo, ker je iz Daredevila Mhm. in pa recimo Deathstroke se je celo pojavil v DC-jevih filmih, čeprav pojavil. Ja, pa v full serijah je pa vse, kar on je glavni serija. nemesis od Titansov, pa Ja, ok. tudi drugih. Ja. Ja, ampak tulej, pojavil se je na jahti, kar je edini način, da če se želiš zgolj Ja, pojaviti, ja. se pojavi vsaj na jahti. Tako se 3/4 z James Bondovih zlikov. Ja, tako da, ja, glej. To. In pa ustvaril ga seveda tudi risar Gene Colan, ki pa je soustvarjal strip Daredevil, pa Howarda the Duck in The Tomb of Dracula, odkuder je pravzaprav se prvič pojavil v tem kultnem grozljivem stripu naš Blade, tako rezec, ki je drugače, to sem zdaj le prvič v resnici se poučil o tem, ki je seveda ne vampir, ampak dampir. Češ, da Aha, ne bi to res obstajala kot beseda za nekoga, ki je sin človeka in vampirja. Namreč A jaz se tako izgovori, ker je na Wikipediji sem jaz tudi prebral, da je to ampir, tako se ne Ja, reče. dampir. Veš kaj, jaz to poznam iz italijanskega stripa, ker ima Aha. prav dela strip, ki je Dampir. dampir. Ja. Tako da, The H is as suffering is silent. ja. In doskrat se pojavi tudi na Balkanu, pač dosti hodi semka in to je. In zdaj je tudi prvi to Bonellijev film, je dampir. Ne vem pa, kdaj pride v kina. Delili smo trailer prikolcev na pač, socialnih omrežjih podcasta Obot, ampak ne vem, če je bil tam datum ali sem pa ga pozabil. No, skratka, kajti tudi Bonelli, ta evropska, italijanska stripovska hiša, namreč želi po poti Marvela in DC-ja in dampir je prvi poskus, kar jaz sicer mislim, da je tako mal. Zakaj ne greš na Dylan Doga? Dilano Dogo ali pa... Dilano Dogo mislim, da je fora v tem, da če hočeš gravče, da moraš full cache plačati za likeness in pol rabiš že neki foundation, da veš, da ti boš Dilano... z dampirjem dobili in potem... Ja, glej, lahko probajo dampira, pa lahko še dodajo Martina Misterija. Ja, to se meni zdi bolj... Meni je bil najbolj tako, ker je ampak rabiš pa... Ja. Vseeno pa rabiš budget, ne, za Atlantido pa whatever. Ne? Pa dobro, no pač daš une štorije, kjer odkriva... Ja. Neandertalce. Plus, a bo Java še vedno giant, ali bo dan danes, ko vemo, da so neandertalci bili actually manjši od nas, tudi Java manjši. Dorena, ne mešati znanost, stripe, lepo prosim. Kot tle v filmih niso, ne? Oziroma trilogiji. Tako je. Skratka, danes delamo Blade, jaz upam, da veste, kdo je upodobil Blade. Če ne veste, je to bil Wesley Snipes, ki ga vsi poznate iz davčnih utaj. Okay. Z davčnih utaj. Expendables 3. Ampak lej, odsedel je. Ne? Ja. Tako. Odsedel je. In potem je posnel, ko je prišel z zapora, je posnel Expendables 3, kjer oni Stallone in ostali junaki grejo rešiti njega iz zapora. To je scena, da njega pač breakoutne iz zapora in ga vpraša, zakaj si bil v zaporu in reče, davčne utaje. True art imitates life. Drugače pa pri Wesleyju treba omeniti, da to, on je hotel stripovski film narediti, po Demolition Manu se mu je zdelo, da to bi bilo cool. Ampak Blade ni bil njegova prva izbira. Njegova prva izbira je bil Black Panther. In je bil full za in pač po takratni, tem kako so stripi izgledali, bi on moral biti oblečen v pajkicah in njemu se je to zdelo super ideja. Zato ker Wesley Snipes, podobno kot Bruce Lee, je plesalec pač v osnovi in pač ni imel nekega problema. Ampak
takrat v 90-ih razložiti ljudem v filmskih studijih, kaj je Black Panther, je bil problem zato, ker so vsi mislili, da hoče posneti film o stranki Črni panteri, ki je pač politični gibanju. Ne? In pol so bili vsi, ok, in potem boš v dolgem črnem plašču streljal ljudi in rekel, ne, jaz bom oblečen kot panter in se bom pretepal z ljudmi in tak, zakaj? Ja, pa smo pa dali, da v dolgem črnem plašču strelja ljudi, oziroma Točno. ne ljudi, bomo tako rekli. Drugače, zdaj, če gremo na hiter skozi vso trilogijo, da ne bomo predolg, se to imamo samo to, da imamo neko izhodišče. Chris Christopherson igra njegovega kompanjona oziroma sidekicka, pribočnika, smo temu rekli, da bomo njegov Q. Tako je Abraham Whistler, poznamo ga iz A Star is Born, to je una verzija pred Lady Gaga, če slučajno niste vedeli, da to je vajna prva asociacija. Ne, jaz sem rekel Millennium. Je pa ona... Millennium, ja. Veš, kjer film pa je, samo ne vem, če naslov zadev, tisti Tracker, The Caravan. The Convoy. The Convoy, ja. The Convoy, stari, to je dobro. To je Sam Peckinpah naredil. Ja. In je ono prav Fight the Power. To. Jaz ga od tam poznam, ne. Ja, okay. Jaz pa nisem vedel, da on country singer bil, no vse pokoži. Jaz njegova slika je od tam, ne. Od tam, ja, no pa Millennium. Meni je Millennium, pač ker je sci-fi ful bolj ostal v spominu. Mito je bolj revolucionar tu med nami. Kot vedno. Jaz pa romantik, tako kot vedno. Stari zbor, jaz imam rad propadle umetnike, ki se ubijajo na koncu. Zdaj si pa spoilal. Ja. 3 filme, stari, 3 filme. V enem šusem. Se oprečujem vsem, ki niste gledali niti enega od njih. Gremo dalje. Ron Perlman, ki ga najbrž poznate, Mito je takoj predlagal Alien Resurrection, ampak jaz seveda takoj pomislim na Hellboya. In vse ostale filme Guillerma del Toro. Tako, v bistvu, ja. Norman Reedus je tudi v dvojki, The Walking Dead, ga seveda zdaj poznate najbolj od tam. V trojki imamo pa Jessica Biel, ki je morda, se spomnite, iz Seven Heaven, I guess. Ja. Da je to nekaj, kar smo mi včasih gledali po televiziji. Pa se je dosti je igrala v romantičnih komedijah in potem se je čisto ok. Če ne zahtevajo preveč. Ni bila ona v Texas Chainsaw remakeu? Tudi v remakeu Texas Chainsaw Massacre, ker je bila čist v redu. Ja. Bi pa rekel, da tukaj si čist pustil Luka Gossa. Luke Goss, ki je znan kot polovica Bros iz 80-ih benda Bros. Ki sta bila 2 brata, ki sta pela. Ja, no, Goss sta se pisala. Se ti opravičujem osebno, Igor, da sem to spustil. No, ampak fora je v tem, da je tale vloga, ker tukaj igra antagonista v dvojki, je Guillermo del Toro ful mu povrnil kariero in je, mislim, da dosti uspešen na West Endu. Tako da, ja. Luke Goss. Of Bros. Luke Goss of the Bros. Ja. Ne The Bros, samo Bros. Pač to sem jaz dodal. Okay. Ja. Potem imamo seveda v trojki se pojavi en dokaj neznan igralec Ryan Reynolds, ki ga morda spoznate, če pogledate trojko Blade, vidite že vse njegove vloge vnaprej, ker je dobesedno igra istega človeka, drugače ga poznamo kot Deadpoola, zdaj ima nek božični film z Farrellom, ki je menda na Appleu ali na Amazonu. Na Appleu. Skratka, recimo, da ga še gledamo, Ryana kje druge kot tam. In pa Dominic Purcell igra Drakulo oziroma Drakea. Ja. To ni reper Drake, ampak samo tak ima ime. Dominic Purcella pa poznamo iz Prison Breaka, oziroma kako bilo to, pobeg iz zapora po slovensko. Zvizno je. Zvizno je. Zviz iz zapora, zviz iz kehe. Ščuze. Še boljše. Zviz iz ščuze, se sicer tako, it's a mouthful, ampak ok. Pa Parker Posey je noter, ki je iz Dazed and Confused. Naredila svoje cool vlog in pol jih ni bilo več tako ful, ampak ja. Pa tu je ime Danica, kar ji damo. Oziroma, kot Američani temu rečejo Danica. Slabo, to pa kar slabo. Skratka, to je Blade Rezec. Igor, boš ti mogoče povedal, kaj se dogaja v teh vseh 3 filmih? Ja. Naenkrat lahko, mislim, da po mojem pomenu. Prvi film je Blade proti vampirjem. Drugi film je Blade in vampirje proti mutantskim vampirjem. Tretji film je Blade proti Drakuli.
Pa pomagata mu, ker je trojica, naj mu pomagata Jessica Biel, ki je hčerka od Chrisa Christophersona, ki je tam umrenot. In ji potem pravi Whistler's Daughter, kar boš ti mi to povedal, kaj? To je ena ful znana slika. Ja, vem, poznate jo iz Mr. Beana, ampak to... Ful imajo joke na to. Ja, vem, meni je boring slika sicer, ampak... Pa ta Ryan Reynolds, oni so potem v Trinity, da ni več on sam, ker je že ful star. Mislim, Wesley Snipes je že bil malo v letih, pa se mu ni dalo več. Pa to nima začuda nič z Matrico, kdo bi si mislil, čeprav je Trinity v Matrici in čeprav ti film izgleda kot Matrica. Itak, ja. Zelo tale vibe, ja. Ja, o tem bomo še kaj rekli, ampak ja, skratka imamo zgodbo vampirske človeka, ki je pol vampir, oziroma pol človeka, pol vampirja, ki se bori proti vampirjem. Daywalkerom. Dnevohodec. Ja. Ja. Oziroma, kot bi Japonci rekli, Daywalkeru. Ne bom. Recimo, da smo rabili ta japonski prevod, Igor. Ja, skratka, to je, v kratkem si res povedal vse, kar je za tem povedati. Skratka, skozi so neki mutantski vampiri in vampiri, ki skušajo prevzeti oblast nad svetom, I guess. Ja, to je načeloma point, ampak bistvo je v tem, da telefilmi so stripovski, ampak so hardcore. Mislim, prvi film se začne s tem, kako Bladeova mati rojeva in je krn. Potem imaš pa tisto tehno sceno v diskaču, ki je mega cool in vse spopade. Tuši iz krvi, to je. Mislim, tuši iz krvi. Mesnici, seveda. Ja. Ful teh scen, pol imaš tudi, kar je pa za stripovski film značilno, zajebavanje s fiziko oziroma geografijo, kjer grejo enega od vampirjev za sončni vzhod skurit, in ga odpeljajo na morsko obalo v Los Angelesu, kjer sonce vzide nad morjem. Fak, sem res. Ja. Spol nisem pomislil na to, stari. No. Ja. Odletijo na Florido. Je pa res, da v prvem filmu ti umanjka ta geografija, kjer mesto sploh je. Ja, Los Angeles. Fuck. To je meni vedno bilo tako, pa dajte. No. Vsega zapeljte v Miami, pa je. V dvojki pa je ful zanimivo, pa Del Toro ful dodal svoj tač in to je njegovih boljših teh zgodnih filmov, ker je ful izpopolnjen. In tele mutantski vampiri ali karkoli so, ki napadajo tudi vampirje, so pravno grozljivi. Del Toro ne verjame v seksi vampirje, on meni, da je to gobna stvar. In se jim še čeljust razpre na polovici brade in vse to je skrajno kul. In tam imaš potem so oni na nek način tam tragični, probajo se rešiti, ampak kakorkoli Blade jih potamani. Ni da ni. Ja, Blade nima milosti, ja. Pol pa trojka je pa malo boring. David Goyer ni tak ful dober režiser in se pa zna. Ja, zanimivo. Mislim, da je to ena taka, seveda to gre, kot ste ugotovili, za Marvel pred MCU-jem, skratka to ni del MCU-ja. V MCU zdaj prihaja seveda Mahershala Ali, ki naj bi zdaj igral kot Blade in smo ga že slišali. Jaz sem pa že pozabil, kje v Eternalsih se je oglasil. Ja. Tam smo slišali njegov glas v tem med-kolofonskem ali post-kolofonskem enem od teh prizorov. Skratka, smo slišali njegov glas, videli še ga nismo. Ampak njega bo kul, ker je Mahershala, come on. Ja, no. Mislim, tak dejansko, ko pogledaš Wesleya, ki je res cool motherfucker, od mlajših igralcev ni bolj primernega. Vidi se, da niso hoteli zdaj drugačnega Blada narediti, niso hoteli, da je on, ne vem, trans ali pa whatever, ali pa bel, ampak so hoteli identično linijo coolness. Ja, sem bistvo, bral sem malo o tem, kaj stripov nisem bral, no? Ne. Jaz sem na Wikipediji prebral, da je, ne vem za kakšne poti je bil v stripih, ampak da pač tam glavna razlika v stripih je bil v nekem zelenem sukniču in glavna njegova odlika, crime fighterska, vampiro, bojna odlika je bila, da je bil odporen na ugrize. Ja, in to so za film čisto spremenili, da v filmu ima on pač dobre lastnosti od vampirov, slabih nima, torej hodi po dnevi, to ga ne ubije, kar je tudi razkorak od Stokerjeve fore. Edin minus je, da ima žejo.
po krvi. Ne? Ampak tako močen impact, kulturni impact je imel film, pa Wesley Snipes, pa ta upodobitev, da so potem retconali v stripih. Ne? Da so potem prišli nazaj in rekli, ok, zdaj pa je to tako, pa ga upeljali nazaj noter. Ja, sej prvi Blade je bil kar uspešnica. Prvi Blade je zaslužil ogromno. Sicer jaz mislim, da tudi drugi je bil. Tudi drugi je bil ful uspešen, tretji je bil malo manj. Ja. Ampak te filmi so bili relativno hit, to so R-rated filmi. Tako da stripovski filmi so načeloma vedno ciljali na otroke. In tudi tisti, ki so bili bolj disturbing, kot je Batman Returns, so še vedno ciljali na otroke, ampak tal je bil en prvih, ki so rekli, ok, gremo probati nekaj drugega in jim je pač to stratalo. Ja. Zanimivo je pač gledati v resnici in tudi nenavadno je v resnici to, da je Marvel pokuril skoraj vse druge junake, prej preden je šel k Bladeu. Verjamem sicer, da se vampirji niso glih toliko klopili v MCU, v začetku vsaj ne, dokler je pač bilo to tako dokaj vesoljsko orientirano, ampak mi je pa zanimivo, ker je to dejansko pred MCU-jem edini uspešni Marvelovi filmi. Daredevil je bil katastrofa. Mislim, finančno je bil relativno ok, ni bil dovolj dober, da bi nadaljevanje naredili. Jaz sem veš tako ti rekel, mislim, to se zdaj v roku 3 let, torej 98 Blade 1, potem 99, če se ne motim, X-Men 1. X-Meni so bili 2000 ali 2001. Mislim, da 2000, pa Spider-Man. Ja, tako da v roku 3 let so se ti trije zvrstili. S tem, da prva 2 Blade, sploh v špici nimata Marvela omenjenega. Ni nobene. Ni bilo treba. Ja, ker to mi je zanimivo, niti Marvel po moje takrat zelo drugače prodaja tole. Medtem ko v tretjem, ki moram priznati, da sem ga v bistvu nekaj cajta nazaj že gledal, ga nisem imel priložnosti obnoviti. Sem pa videl vodno špico, tam pa že imaš ta znameniti Marvelov logo, ki pride v naspredju in potem imaš takoj seveda meta-narativ od Ryan Reynoldsa, ki govori, pred vsemi je bil seveda Blade, ki nas je vse naučil prej in nas uči še zdaj. In je tako, what the fuck, tako zanimiv meta, tako zelo Deadpoolovski pristop. Te on je vedno hotel biti Deadpool, ni že prej provalil vse toliko. To sem htel omeniti, da bi to kar se tiče Marvelovih likov, je bilo to tako zelo sramežljivo postopanje. Se v bistvu, zdaj ne vem točno, ker studio je naredil, ampak Marvel je... New Line Cinema. New Line Cinema, kar je Warner. Oni so odkupili pravice in so dali gor, niso se rabili obadati s tem. Marvelu je bila pač fora v tem, da stripe prodaja in to jim je bil ekstra cash. Potem pa so ugotovili, da pri Spider-Manu, da se jim pa to res splača. Če je film hit, da pol ful več stripov prodaja, ful več igračk prodaja in tak dalje. In Spider-Man pa X-Meni so privedli do tega, da so prišli do biznis plana, kaj pa če bi mi sami delali filme. Blade pa jim ni kliknil. Ja, seveda, dobro. Ne moramo pa gledati seveda tudi dejstva, da je Blade temnopolt, da pač najprej so pokurili vse bele junake, preden so šli k temnopoltim Hispaniko in tako dalje. Ampak vseeno pa mislim, da to, kar si pa ti, Igor, začel eno zelo zanimivo debato, recimo, če je to debata, ampak definitivno je pa Blade eden najbolj cool Marvelovih junakov. Zdaj ne rečem cool, ker se nam zdi cool, ampak cool junak v smislu, da on deluje cool. Ja. Če ste, upam, da poslušalci to tudi razumete, ker mene ona dva razumete. Zdaj ne vem, je to zato, ker se mi razumemo med sabo, ali pač, ampak on je res cool lik. Pa Wesley Snipesa, valjda, da so Wesleyju Snipesu dali to vlogo, ker on pa zgleda cool človek. Ja, meni se zdi kot neka kulminacija nekega etosa 90-ih, predvsem tega hip-hop, nastajajočega popkulturnega ikone, hip-hop artista, recimo jaz tako vidim Wesley Snipesa, ampak na filmskem platnu. On je bil že takrat dost priznan action figure, star, figure sem htел reči, kar neki. Sorry. Skratka, tudi ko se on tepe noter, so eni movi, ki so čist Wesley Snipes. Zdaj ne vem, tisti, ki ste gledali to, Wesley Snipes ima vse za moje pojme 3 full hude move in vedno so kao tisto za nazaj nekaj da udari. Ali s komolcev za nazaj. Ja, pa z nogo. Z nogo za nazaj, ali pa nekoga dvigne
da ga nekdo odzad grabi, ga dvigne v zrak, vrže na tla, pa ko še on pada, ga udari dol. Ja, to je čist njegov move. In to je porabil v vsakem filmu, mislim, da vsaj enkrat, najmanj. Po vrhu ima cel usnje, črno usnje, oblečen, čist 90 style, nič oskega ni na njemu, v bistvu te hlače so prepišne, totalno. Lepo. Tako, ja, mislim, da je tak kot nek šeft 90-ih, jaz ga tako vidim. No. Veš, da so šefta tudi posneti v 90-ih? Vem, ampak tako, mislim, ne veš, kaj mislim. S Samom Jacksonom, ki je podobno kul. Samo, da nima tak fighting abilities za razliko od Wesleya. No, tako da, tako ga jaz vidim, no, v bistvu, da je bil res tak poskus, pa ta ves jazz noter upalan. No. Ja, pa sončno očala, pa vse to, ne, mislim, tip je hladen kot špricer. In jaz si res ne znam predstavljati, da bi katerega koli drugega igralca dal v to vlogo. Smešen bi izpadel. Ja. V bistvu rabiš en tak gravitas, da lahko v tej vlogi izpadeš kul in ne izpadeš stupid. Ker v bistvu, come on, vampir, ki hodi po dnevi, ki ima sončna očala, in govori stavke kot I was born ready, motherfucker. Lahko hitro izpade kot joke. Daš Wayans brate tu noter, pa bo to ena pač slaba parodija. Je pa res, da full main v campi. Ene fore ima noter, ki so tako že slow motioni sred belega dneva, seveda, ki je on v totalnem ledru, hodi potem pač zdaj očitno Los Angelesu, ki deluje full smešno vse skupaj. Pol pa imaš neke full kvazi dramske scene, kjer on v napol kjaroskuro temi sedi, pa razmišlja o svoji mamici, pa ga ona kao Blade vsem je v prvem delu, kao Blade, Whistler mi je vse povedal o tebi. Ja, ne vem. To je vse jeba, nič ne odigra, samo gleda nekam v temo, nobenega te Oscar vibe ni, veš, kao samo tako Wesley se full trud ne gledati v kamero, veš, tak je zelo, Ne, pa vizualno je full vrel, in prvi pa drugi film imata vsak čist drugačno vizualno podobo, ampak res izpiljeno, Prvi je campi malo, pa malo ima teh 90s vibe. Danes, ko gledaš, je zelo 90s, vse skupaj tak prav manjka, da ne Limp Bizkit zravno tvoje. Ne, jaz bi prej rekel, kot da neki, ne vem, pop, hip-hop, razumeš vseka notra, Backstreet Boys? Ne, LL Cool J, naprimer, da neka ta fora, veš. Ja, to je. Ali pa Let's Get It On in Here, kaj bi že on, samo to se vem, da je to kasneje, ne? Ja, že to. Da se nija veze, skratka. Tako da, ja, veš, predvsem prvi del ima full tega začetnega zanosa, ki se mi zdi, tako kot si rekel, malo campi, ampak je full, ne vem, dobro posnet. Res nima nekih hudih problemov, kar se tiče te ravni, na zgodbovni ali pa likovih. Narativni varianti to ima probleme, Orang. Naprimer, mene moti, da se tale doktorca, ki preživi napad v bolnici, ona sploh nima nobenega problema takoj prešaltati mentaliteto. Vampiri so, ni problema, da mi pušal stari, grem jaz s tabo, a veš, nima veze, kaj počneš ti, jaz ti pomagala. Tako da to je ful čudno. Medtem ko sam Luke je pa nekaj, kar pa bi celo pogrešal pri sodobnih Marvelovih izvedbah, ker so barve so kričeče, tudi malo imaš take čudne kote, dramatične poteze. Tehno. Dejansko ta tehno ful deluje na stripovski film. In mislim, da to definitivno. Tako, eni prijemi so noter, ki so sicer full 90s, ampak pašajo na ta film, pa tudi se mi zdi, da pač ni za zanemariti, da se to ne bi še dalo kje ponucati, ker pač dodaja k vibu, no? Res dodano. Ne, dvojka je pa dark as fuck, mislim, celo za Guillerma del Tora je to temen film in jaz si prav spomnim, meni je še toliko bolj to ostalo v spominu, ker jaz sem uspel iti, prva ogledna projekcija, na katero so me povabili, da sem lahko videl film, prednje prišel v kino kot filmski kritik, in sem šel gledati ga in je bilo tak julija, ob 11 ali ob 10 zjutraj. In potem pridem ven iz kina po Bladeu in je zunaj poldne. Nič nisem videl naenkrat. Ampak tako da mi je še toliko bolj prišlo to, koliko je tam film. Ampak res, Del Toro, takrat sem prvič opazil njegove te ene vizualne elemente, pa sem šel še kasneje
njegove te španske filme gledati, pa tisti prvi poskus, ki ga je Weinstein uničil, kaj je že bil Kronos ali nekaj taj. Kronos, ja. Ja, tudi vampirski film, mislim, da. Ja. Tisto je za nič. Ja. Ampak tale Blade 2 pa ja. Ma kar prstni vtis, moram reči, da jaz veš, kako sem prepoznal, da gledam Del Toro film, ko prideta tista dva vampira, ko odreta v Whistlerjevo in Bladeovo, ne vem, jamo, whatever, ali kaj garaža. Ja, skoraj je. No. Skratka, to njuno garažo, imata obleko proti, da se zaščitita pred soncem, ampak ti njuni okularji, to je čist Del Toro fora. Čist, ki iz Hellboya potegneno ven in je to je on, sem točno vedel, to. Ja, jaz moram reči, da tle, recimo v tej trilogiji, meni je dvojka najboljša. Ja, daleč. Daleč najboljša zaradi Del Tora, valjda, tako najslabša pa res trojka. Trojka me pa razjezla že tako od začetka in ful mi je nenavadno, ker je to pač Goyer, ki je bil scenarist prvih dveh in je vzpostavil ene stvari, potem pa jih s trojko zavrgel. Kaj pa je zavrgel? Mene so takoj razjezli vampiri, ki s svetilkami po noč iščejo v temi, imajo svetilke na glavne, da najdejo pač tiste nekaj tega Drakula, karkoli iščejo. Vampiri so. Ja, razumem jaz, da jaz kot gledalec moram videti. Nekak drugač to naredi, je Benti. Ja, ta suspense fizike. On ima dostkrat probleme, kot režiser. Si zna pogledati vizualno, kako bi morali stvari izgledati, pa zna neke stvari narediti, ampak cel koncept mu pa pol pade. In tudi kot scenarist, kadar je edini scenarist, filmi niso vedno. Ker prav, on je dejansko priznal, da sta ga Nolanova podpisala zraven pri Dark Knight, pa da tu ni kaj dost njega bilo zraven. On je dal ene ideje, ona dva sta jih pa izvedla. In to se res pozna. Še večji problem kot tale Blade Trinity, čeprav na bistveno višjem budžetu, je bil njegov horror film, ki pa je res, takrat se on odločil, da bo naredil The Other J-horror, kar je pomenilo Jewish horror. Ja, ne, ampak je kul, zato ker vzame neki demon obsession scena, ampak je demon, ki je iz judovske folklore in čist kul. In pol rabiš rabija, da izganja duhove na mesto, pač katoliški čist legit. S tem, da je dobil tega, ko je bil Commissioner Gordon v tem Dark Knightih, Oldmana, da igra tega Rebaja. In gled, niso prav zares vztrajali, da bi Oldmana prepričali v to, da ima en glas. Malo govori newyorško, malo govori angleško, malo govori pač ono ekstremno židovsko varianto newyorške, tak pač ne, random. Plus pač vse ostalo je resno problematično. Voice coaching optional. Oldman, ki je res dober igralec, ki bo znal študirati na glas, če mu bo režiser razložil, kaj rabi. Ampak whatever, tem pa angliško govoril dalje. Ja, tudi v tretjem, recimo ta zadnji dvoboj za tem Drakulo, to je še kar boring. Jaz se spomnim, da to mi je bilo pa res tako dolgočasno in pač nikamor ni šlo in pač Wesley Snipes, ki je res dober. To je eden zadnjih teh klasičnih 90 akcijskih junakov. To moramo mi vedeti, da je to pač človek, ki je res, ki je tudi ni dobo dosti drugih vlog akcijski junake. Takrat si ti reči, če si bil akcijski junak, fertik in si sam to delo. Pač tam izpade tako zelo kar nekaj, ni nobene koreografije, ni tako, čeprav tako, kot si ti mi to rekel, pač on je prepoznan po nekaterih svojih udarcih, po nekaterih svojih potezah in je res slabo tisti tretji del narejen. In je škoda, po dveh delih, ki sta bila v redu, in kjer bi ti pričakoval, da bo tretji še dvignil predstavo, pač pol gre vse samo še dol. Ja, plus s temi dodatnimi liki nič naredi. Ryan Reynolds je exposition machine in to je vse, kar počne. Jessica Biel, kaj že reče, she's listening to her iPod. Ona ima iPod not, ne vem, če sploh reče, kaj v celem filmu, mogoče 4 stvari. In to je to. In pa tak, kak so Trinity, če eden cel cel govori, eden nič ne reče, oni pa je samo kul tam v zadju. Ja, zato, ker je koncept, po moje, tega filma, ko mu Whistler reče, friends, you know what that is, do you remember, veš, mora si najti prijatelj, to je tema tega filma. Ja. Fajn je imeti prijatelja. Tako, hkrati pa pač tako,
Ne mi reči, da to ni rip-off matrice, ko ti uporabljaš ljudi kot krvne te vrečke, ker v resnici namenoma gojijo za to, da bojo pač ljudje, da jih bojo pač in kri odzemali in bojo vampirje jedli. To je čista matrica, to je čista zgodba. Plus Trinity. Pa še Trinity, ja. Pa tudi, če se vrnemo nazaj na dvojko, zadnji fight scena je čist copy Revolutions. Ja, samo da je bil prej posnet. Ja, vem, ampak zato, ker naprimer, zanimivo je spremljati ali pa ju sopostaviti, ta dva filma, oziroma trilogije, štirke naštejem zraven, ker se mi zdi, da prvi Blade je nekako se navdihnil pri Matrici, predvsem pri fight sceni. Spet 1 leto prej. Ja. Zopet? Ja. Ne, Matrica je bila 99. Sorry, ok, pol se upravičujem. Skratka, ima ta ene podobnosti, s tem, da Blade je meni, v mojem, mislim, se mi zdi slabše narejen, v smislu akcijskih scen, koreografije in tako naprej. In tudi dvojka se mi zdi slabša pri temu, ampak, ko se ona dva mečeta v dvojki, v finalu, v Final Boss varianti, so te že CGI liki uporabljeni, ki Blade meče tale mutiran vampir, ja, hvala. Ki ga meče v lift noter, pa utlapa nekaj levo desno, so že CGI liki in to se mi pa zdi čist Matrica. Tako da nekako se mi vedno zdi, se mi zdi, da je zelo sledilec, ne pa inovator v tem smislu. Razen da je bil prej. Ja, ampak veš, taki vibe imaš, veš, kaj mislim. To me zdaj zelo zanima, ne? Sej to, ko je Igor zdaj rekel, pač vsi imamo občutek, ko gledaš to, da je to rip-off Matrice. Čeprav kvečemo bi lahko bilo obratno. Ampak a je to estetika 90-ih? To me ne zanima. A je to zdaj neki, kako je to v Zeitgeist prišlo, ker dejansko je tako, da ko so, mislim, da je celo tako, da Blade ni bil še niti v kinih, ko so že Matrico snemali. Ja. Tako da dejansko noben od njih ni mogel vedeti, kaj oni drugi počnejo in kako. Ampak moda skoraj ista. Ta coolness, ta vibe, da pač akcijski junak zdaj bolj ali manj hodi peški, počas, je cool in vsi vidimo, da je cool in sploh ne rabi laufa. Plašč pa. A veš, to ni človek, ki bo laufa, to ni Tom Cruise, ki zahteva v vsakem filmu. A imaš sceno laufanja? Ja, pa teniske mi kupa. A je pa stopnica. Tako, a bom lahko šprintu? Ja, ok, dajmo Top Gun 2. Pač tu noter je, ampak kaj je bilo? Jaz mislim, da je to tako, če gledaš Matrico, pa ta film, pa res dobiš občutek, da to so 90. Pa še en film je tu treba omeniti, Dark City. Dark City. Kjer celo so za Matrico uporabili scene iz Dark City, ki so na istem lotu snemali. Scenografija določene. Dark City ima konceptualno, filozofsko neke podobne ideje kot Matrica, medtem ko pač, prebledo je pa to zanimivo, da v bistvu kao... Nima filozofije. Ne, to itak nema, razen če je čestno, kar nekaj filozofija. Ne, pač ta pristop do akcije, ki se mi zdi, da je pač v 90-ih se ta akcija začela od Die Harda naprej, se za moje pojme graditi, pa zgledovati po Hollywoodu, Hollywoodu, Hongkongu. Dislektična budala še enkrat. Hongkongu, hvala. S tem, da Američani to vedno slabše naredijo. Razen Matrice, toliko brihni, da so hongkonške koreografe pripeljali. Točno to in je zanimivo, je bilo prej narejeno, ampak Matrica z nami ostane, ker je pač akcijsko, nekako se zakoličilo. Imaš bullet time, imaš koreografije, ki so jasne, prepričljive, zelo lepo izpeljane, to je ples, medtem ko pri Bladeu 1K2 imaš pa probleme. Imaš probleme, jaz jih vidim noter. In je zanimivo, zakaj takšna diskrepanca. Prej je bil narejen bullet time. Mislim, sej take stvari je težko narediti in Vakovska sta uspeli to res ugotoviti kak. Medtem ko Steven Norrington, ki je naredil vsega skupaj 4 filme, pa je drugače bil special effects guy, pa ne, mislim. Sej ni zdaj konc sveta, sej je blizu prišel. Še vedno se danes pogovarjamo o Bladeu, ki kljub temu, da je 24 let star film. Ampak to smo mi bi se pogovarjali. Mi se o marsičem pogovarjamo, ker so ljudje ali kaj ne rečem, drugi ljudje, ne ljudje. To smo tudi mi.
Pa ljudi, ne? Tudi ljudi. Ja. Ne, ampak je pomemben. Hočem reči, da se mi samo pogovarjamo o njej, ker smo mi kul, ampak zato, ker je tudi film. Res, lahko pa mogoče za for razložimo, ker imamo mesec krvosesov, zakaj pa smo ga sploh zbrali. Ne? Ker je kul. Ker je kul. Ja, smo ga zbrali zato, ker smo ga pogledali za razliko od kakšnih drugih. Definitivno je drugačen. Pač, to je od vampirskih filmov, pa zdaj, ker smo do zdaj delali, je pač to akcijski film in stripovski in ima en drug vibe. Ker tukaj, vampiri niso seksi. Jaz mislim, da v nobenem. V dvojki. Ne vem, ki še imaš Dorfa tam, pa vse te stvari še malo probajo. Ja, tam je kar fukiš še. Ja, skušajo še biti pomalo. V dvojki niti malo, v trojki pa pač tole Parker Posey da noter, kot kao pa Dominika Purcella, kot Dracula, pa ne vem, no zdaj, če je komu to seksi. Parker Posey je seksi vedno bila, ampak ja. Tam je že malo bolj govorim. Tudi Dominik Purcell je verjetno seksi, I guess. Ja. Gora mišice. Ne, to kot Wesley Snipes, še vedno ne. Vedno ne. Ampak tudi on je vampir. Ja. Tako da tu mislim, da je čisto ena druga stvar, pa hkrati tukaj postane, zelo se mi zdi zanimivo, da do zdaj, kar smo delali, lahko rečemo, da je bil vedno vampir glavni lik. A veš, Drakuli, ne glede na to, da mi gledamo prek Harkerja in Mine in drugih, je Dracula glavni lik, vedno. Kakorkoli obrneš, pač on tudi v Nosferatu, je bil Nosferatu v resnici glavni lik, največ je na ekranu. Tukaj je pa prvič, da je zdaj lik lovec na vampirje. Dobro, deloma je vampir, ampak je pa lovec na vampirje. In se tudi spremeni, zaradi žanra se spremeni vsa ideja. Ti v grozljivki lahko imaš glavni lik, je v resnici morilc, oziroma tisti, da zlo, ki lovi. Se tudi v Noči čarovnice je v resnici glavni lik Mike Myers, pa Freddy Krueger, pa vsi ti. Tako da to zelo spremeni, jaz bi rekel, neko naracijo, kako mi gledamo to zgodbo. Ker tukaj so vampiri zlo. Nihče ne razpravlja o tem, Wesley Snipes zelo malo cajta porabi za to, da so vsi vampiri slabi, ali ne. Pač ne, po tamanih mislim, je treba in pri Del Toru so tragični. Ja, pri Del Toru je malo drugače. Pri enki so oni zlobna korporacija, basically, pri dvojki pa so tragičen rezultat poskusov znanstvenih te korporacije, pri trojki pa whatever. Ja, pri trojki je pa sam tako. Drugače pa še en film, ki je pol prišel ven iz tega, je pa Van Helsing, ki je pa slab. Ful slab. To bi omenil. Tam igra Hugh Jackman, pa Kate Beckinsale sta not in tole ni imelo. Repa pa ne glave. Naredil je tip, ki je naredil Mumijo, ki je tudi bil čisto ok film, ampak pol ni več nič naredil. Poleg tega še en odvod teh Bladeov je bil pa Underworld. Aha. Tako je, ja. Vampiri proti vukodlakom. Z spet Kate Beckinsale. Kjer je bil pa ta matrica Blade stilističen del čist izpiljen. Štor je pa nič. Koliko delov je tega? 4, mislim. Pa v enem ni ona hotela priti nazaj Beckinsale, pa so naredili z Ronom Mitro, pač prequel, pa bil ok, pa bil dost cool. Ja, v bistvu to, ko si omenil, Aljoša, pač ta vprašanje morale, ali imamo nekega aristokrata ali pa Drakulu, ki se sprašuje, bi rada bila nesmrtna, kot on Mino vpraša. To je zradirano vse na črno-belo, logiko. Noter tudi, kako je v bistvu tudi ta doktorica takoj potisnjena v svet, črno-beli svet, dobrega in zla. Vampiri so pač takšni in nima veze. To so samo pač množica enih budal, ki jih moraš potamaniti. Tudi Whistler njej reče, če čez 72 ur čutiš nekaj, tu imaš pištolo, pa se sam ofaj, brez veze študirati, sploh kaj, ni opcij. Samo ena stvar je še tukaj, kar sem jaz dobil vibe pri prvem delu. Tele vampiri so zelo tak, te Los Angeleski frajeri. Basically movie producers. Aha, ok. Zelo ta vibe sem dobil, da je to pač en anti-establishment v tem stilu. Ker v bistvu, ko ti zlobce
stereotipne narediš, je najlažje, da jih narediš na ljudeh, ki ti res grejo na kurec. Veš, kako sem pa jaz dobil vibe? V bistvu v prvem delu imaš Dorfa, Ja. Ki je nek mlad povspetnik half-blood, torej, ki ga oni iz Erebusa v bistvu disajo, da pač ti nisi pure blood, in mi pure bloodi, mi nas vampiri, se moramo držati nazaj, ker to je že neka več tisočletna pogodba, da pač nas ne razkrinkajo. Ampak tu imaš točno te Hollywood. Ne, ampak bolj se mi zdi, da v bistvu, mogoče so to producenti ali pa pisci hteli izpostaviti bolj kao mladina, 90s mladina, kao uporniki, ki bojo pa kao veš, ne, to je moj čas, to je moja generacija, zdaj je moj čas in zdaj bom jaz vsekel ven, kaj pa vi veste, oni so za nas govedna, oni so za nas živina, s katero hrana, in pač vse črno-belo stupite, nič ni tu neke globine pretirane, ampak ta clash z njegovimi nadrejenimi se mi je pozdel, kao, to je ta njegov motivacija, kao edina, Ja, to je pa zelo zanimivo v tistem pač tem obdobju. En film iz 99. ki je meni najljubših, Go, ima naslov, oziroma Kaj dogaja bil pri nas, ima prav to sceno generacijsko, kjer pač fotor očita sinu, ki bi najprej vzel strip klub, mislim, da vi mladi, you only wait for... Vi samo čakate, da bo tip, ki je nad tabo failno, da boste lahko napredovali. Nič ne probajte novega. Taki smo pred in milenici, ali kaj smo že vse. Mi smo kar. Drugače sem se še spomnil še enega takega 90, mislim, ni več 90 film, ampak še nekdo, ki ima ta estetiko, je seveda Equilibrium. Je tudi tako zelo matrica, Blade, ne vem kaj. Čeprav to meni bolj gung fu. Dobesedno si je človek, ki je naredil ta film, izmislil izraz gung fu. Gung fu, kar je predvsej kulska stvar. Je tako predhodnik Johna Wicka. Čist. Na ta način je tudi premalo, kdaj ga v resnici, mislim, da je kar tako mal prezrt, oziroma jaz sem ga še potem kasneje večkrat pogledal, potem, ko je prvič naredil vtis name s tem Kica sploh, ampak ful je slabo narejen film. Mislim, ko ga še enkrat pogledaš akcijske scene, pa to so cool, samo ful se nič ne vidi. Tak dejansko uporabi, podobno kot Blade, dejansko stroboskop, zato da nadomesti podobno koreografijo in montažo. In potem, ko ti uporabiš stroboskop, da se vse v temi dogaja in vsake toliko samo pobliskne, kaj se vidi, lahko ti scena, ko prvič gledaš, izpade cool, ampak za razliko od Matrice, kjer pa izpade, kolikokrat češ ti gledaš Matrico 1, pa je tisti fight cool, ti pa je tu pač utripa luč. Cool. So to vedno taki dober lakmusov papir, kao Strobič vidiš, kaj želijo skriti, v bistvu, ne pokazati. Tudi v Trojki, prva scena dejansko, ki je, v bistvu pridajo v Egipt, kjerkoli so, ne vem, da neko luknjo izkopljajo vampirje, pa Dracula ven roko porina enemu glavo, takoj včasne, in kar od nule iznikot stroboskop, razumeš? Ker v teh starih grobnicah so stroboskopi standardno. Ker pač imamo disko na stand-by. Hoče se pač prihraniti Draculi, da pač vsaj ima tiste momente teme umestno, da ne rabi glih luči. Drugač pa tudi tako, zanimivo za 90-ta katane so postale full cool. To pa je že Šunt uvedel. To je Šunt uvedel, ampak imamo tukaj pač meni, kar je pač pri Bladeu všeč, moram priznati, so tudi katane, ne vem, kaj ne rečem, pač kako sta vidva do tega, ampak absolutno. Meni se definitivno se mi zdi, da je to edini način. A veš, vampirje moraš, mislim, eden od načinov, kako ubiješ vampirje, seveda, da mu odsekaš glavo in valjda, če moraš to narediti, katana, to je enako pri The Walking Dead, če zombije ubiješ tako, da jim odsekaš glavo, valjda še imel katano, ne pištole, lepo te prosim. Itak. Ne, pa dosti bolj cool zgleda, seveda. To se v enem švunki lahko. Mislim, ful je bolj prenosno kot Claymore Sword. Pa res čakaj, mislim, da so tle kakšne so pravila tle? Torej, sonce jih ubije, srebro je strupeno. Sonce, če nima zdaj sunscreena, se je to v prvem filmu že ta bila meni kar
dobra, originalna, no, I guess, kao sunscreen na centimeter debelo nanešen, you good. Ja, gledaj, kako so mogli tudi kakšen product placement. Ja. Ne, medtem ko potem v dvojki je uporabljen kao all over suit oziroma skafander, ne, da je, kar se mi tudi zdi originalno. Samo pa imaš potem to orožje, mi je bilo zanimivo, ne, UV luč. Ja. Ne, kao, da jih UV tega tudi jaz nisem čist dobro razumel, zakaj UV luč. Ja, ker v bistvu to je res originalno sončna naša zvezda, je to res originalno tega. Zato, ker atmosfera ti nekaj tega UV-a da bek, ne, in pač človeško telo zmore sevanje UV, koliko ga pač atmosfera zrihta, medtem ko vampirji pa pač rabijo še dodaten layer, ne. Ja, so dosti več pusi. Ja, in tako da, če jih UV jih pač skuri. Ja. Ne, zdelo se mi je tudi v enki, je v bistvu tako zelo ena grozna scena, tam neki arhivar, ne vem, kako mu je ime, tisti debel sloth, da se tako izrazim, ki skrbi za arhivar, pa ga ta zdravnica kuri z UV lučjo, je tako, wow. Kar grozno, zelo horror, no? Ker se ona kar dovoli za good guya, ne? Da kuri tistega debelega, bogega, špehastega vampirja. Tako je. Malo me je spomnilo kot on... Kako že je Gilbert Grape mama, ne, kot da bi njo kura, veš, tako. Ja, veš, to je samo ta moja asociacija, tako sem se mislil, malo se mi je zasmilo, no. Mislim, da boš zdaj govoril o Kitu Aronovskega. Ja, gledal. Ja. Pa tudi tisti, ki so ga gledali, niso posebej navdušeni, tako da. Aha. Kaj je v kinah, malo. To je bila reklama. No, kaj še, potem česen v bistvu deluje kot da padejo v anaseptični šok. To mislim, da je v enki določeno, pol pa še neko orožje, ki ga ta hematologinja doktorca pripele, ki je pač neki ETDA, neka znanstvena fora. Ja, da v bistvu kao ga špricneš s tem, pa eksplodirajo in to je v prvem filmu zelo slikovito uporabljeno. Ja. Ker ko vidiš teh par kilov, ne, se rečeš, to pa res ni zadeco. Ja. Slikovito je, kar je dobro operativna beseda. Ta Dorf, ne, njegov lik, ta final boss, kako on umre, meni je bil čisto nek iz Doom igre, no, pač lik, nek mutirano, napihneno sranje, polno krvi, ki potem eksplodira po onem templu in tako, wow, to je pa kar mastno. Ja, ampak jaz bi si želel, recimo zdaj, če bo Marvel, ko bo delal pač tega novega Blada, ki se je nekaj zamaknil sicer, ker je zgubil režiserja, ampak ne bi bil še vedno na tem, znotraj tega časa, ki so ga zdaj na novo določili, čeprav po zadnjih informacijah še vedno nima režiserja. Jaz bi si želel, da Marvel ohrani vsaj nek rating, ki ni kids friendly. No? R bi bil seveda najboljši, ampak ne vem, ne znam si predstavljati Blada pa vampirjev, pa bomo gledali tipičen Marvelov CGI battle, film, v katerem ni nobene krvi. Mislim, da so že s tem Werewolf by Night dokazali, da kadar se gre v horror, bo šli bolj v horror, ne? Pa mislim, da jih bo DC spodbudil tudi k temu, ker zdaj bojo delali Konstantin 2 z Keanutom in Francisom Lawrencem in je Francis Lawrence že povedal, da to je zdaj hard R, ne? Da prvi film so oni delali z idejo, da bo to PG-13 in so se držali vseh pravil, kolikokrat lahko zakleješ, koliko krvi itd. Ja. Potem pa so oni cenzori pogledali in so rekli, what the fuck, kaj je z vami, kak ste mislili, da bo to PG-13 v pekel grede. In pač, ne, mislim, tisti film je res scary, ne, in so se držali nazaj. Tako da upam, da bo zdaj dvojka malo bolj živahna. Ja. Živahna. Okay. Ja. Tale, Wesley Snipes, kaj v prvem delu nekaj tako naredi what the fuck z usnicami ki samo oblikuje, to se mi zdi tako, to je zame eden najboljših prizorov v zgodovini filma. Reštejem tam od 1900... Ne, pa noro je, da bi vse v verziji, ki sem jaz gledal, so bili podnapisi, mislim, še za to dodani. A ja, ti je napisalo? Ja, torej, Wesley, pa še bod napisati svoj, what the fuck. Je bilo, kot da sem rabo prevodka, ampak to je bilo, to je kar epic. Ja, to pač vidiš, zakaj recimo MTV cenzurira tudi usta, ko govorijo take stvari, ker pač prebereš tako z lahkota, ne? To je kultura ukinjena, ti rečem.
Najprej so prišli po kletvice. Itak. Tudi jaz mislim, posebej po Wesley Snipesa pa Samuel L. Jacksona. To sta dva, ki sta najbolj trpela pri tem. No. Kaj še imamo za povedati? Kdo mislite, vidva, da bi lahko bil Whistler v dvojki? Koliko vem, še ni. Veš kdo? Jaz mislim, da mislim, da ima ime Tim, pozabil sem pa priimek, ampak iz Deadpoola njegov pribočnik. Kaj je že? On je bil cancelled, sorry. A res? Spolno nadlegovanje žensk. Pa še toliko bolj. Sorry. Ne vem, kdo bi. A bi lahko bil pod nek country pevc, da gremo v isto. Potter od Miley Cyrus, ja. Je country pevec. Pozabil sem, kako mu ime. Cyrus. Billy Ray Cyrus. Ja, recimo. Don't tear my heart. Achy breaky heart. Ne, jaz bi pa dal tega, kaj je zdaj tale z Lady Gaga, ki je ga Star is Born. Bradley Cooper. Bradley Cooper. Ja. Mislim, tega tam na domestu, ne ga še tle. Mislim, to sem to dal v pogodbo, po mojem. Ja. Ne, jaz bi pa dal kar Viga nazaj, če sta že bila pri Green Booku skupaj z Mašarala, veš kaj, da ga da. To sploh ni slaba ideja. Dobra ideja. Tudi leta bi lahko, ne vem, bila. Tudi pico lahko še zmek tako je, kot tam. Da si je zarola, v čik pa lepo. Vigo je dobra ideja. Ja. No, Marvel, če poslušaš. Marvel vse posluša. Definitivno se veselimo pač novega resca, Bladea. Žiletke. Pipca. Vsak ima svoj prevod in tako je tudi prav. Definitivno se ga veselimo, predvsem pa pač pogledajte, jaz mislim, da vseeno je to trilogija, ki še je vredno pogledati. In ima neko... To je dokument časa, stari. Tako, ima neko vrednost v zgodovini akcijskega filma, ima neko vrednost za Marvel v končni fazi. In tudi vampirjev. In tudi pri vampirjih. Tako. Ja, mislim, je pa tudi to, ne, da moraš priznati, da razen Blackula pa Bladea je vampirski žanr filmov... Zelo bledoličen. Ja. Zelo bledoličen, pa zdaj ni neke potrebe. Ne? Mislim, v teh True Blood so dodali temnopolte like tudi, ampak še vedno tak za vzorec. Pa so bili najbolj markantni, ker pač so bili res cool, ampak mislim, vampirski žanr ne rabi biti purely white. Tudi temnopolti bi lahko imeli več, tudi Azijcev, Latinoameričanov, Eskimov, what the fuck, zakaj nimamo eskimskih vampirjev? To ni politično korektno reči. Ne, ampak ampak recimo, obstaja vampirski film 30 Days of Night, stripovski tudi, ki jaz sem gledal ta film, full folk meni, da je to mega zakon film. Meni je to resen ološ. Ful stvari ne štima v tem filmu, v akcijskih scenah ne štima, v zgodbi ne štima, za silo je. Ampak ideja je pa genialna. Mestec je na Aljaski, ki je odrezano od pač stikov z civilizacijo, po zimi napadajo vampirji, ko je 30 dni noči. Ampak je fucking boring. No, ampak poleg tega niti enega inuita ni not. Why? Jaz sem tudi gledal Insomnijo, pa sem zaspal zraven. Nekaj ne ti rečem, pač vsi naslovi ne govorijo resnici. Jaz pa meni idejo, ampak to je, pozor, to ni moj rasizem, ampak je direktno iz Blade 3 izpeljan ven, ker sta ona dva policaja, ki se zajebavata iz Bladea v trojki, ko ga ujamejo, ne. Pa kao, vampiri, kva, so občutljivi na svetlobo, ali kva, veš, tako zelo sarkastično nabijata, pol pa je kaj pa tudi, so občutljivi na razpelo, je kaj pa če je žid, a je pol tu občutljiv na razpelo, ne, pa se mi zdi, evo, tu imaš film. The Jewish Vampire, ki potem, ne vem, ni občutljiv. Ali pa Atheist Vampire. Ja, ki je ful neobčutljiv na verske simbole. Ja. Ali pa Buddhist Vampire. Ki je ful zen. Ne, pa non-stop fura neke full hardcore kone, veš kaj. Tako enostavčne. Vampirski žanr ima še kar nekaj razvoja, ampak ne se bat.
to ni bil pan. Ne se bat. Še eno epizodo bomo posvetili vampirjem, naslednji teden nas boste poslušali, ko bomo imeli, ne vem, kako smo zdaj temo določili, ampak ne ameriške vampirje, smo rekli na koncu. Bomo še videli. Skratka, bodite uglašeni, nas pričakujte. Gremo v rubriko, kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo, kjer je največ gledal, bral, špilo, poslušal, seveda Igor, tako kot Wakanda zavedno. Igor. Šokantno. Gledal sem Wakanda zavedno skupaj z vama dvema. Res, jaz sem tudi to gledal. Zdaj ne vem, kako se vama zdaj, meni je bil ful problematičen film, v ful stvarih zgleda pa super lepo. Ampak najbolj me je motilo pa tale nek, kar je prvi film uspel v redu narediti, dialog o kolonializaciji. Tule si imel pa pač v bistvu na koncu to, da imaš dve državi, ki se upirata kolonizaciji in sta ful napredni in se držita zase in potem se spopadeta med sabo, namesto da bi kakorkoli probali iskreno navezati stike. Tako zelo nepotrebno se mi je zdelo, plus ful je preveč natlačenega. Mislim pa, da tule se MCU vsi problemi pridejo na plan. Liki so not stlačeni zato, da bojo kasneje imeli svoje zgodbe, nepotrebne scene so not zato, da bo potem nekaj dalje. In neki razpleti so vsiljeni zato, da bo pol nekaj dalje, kar se mi je zdelo pač res zgrešeno in upam, da se ne bojo šli več tega. Ja, se bojim, da sicer to se bojo šli še kaj. Itak. Ne, meni se zdi škoda vsemu temu, da dodam to, da v bistvu film, sem to že napisal na Letterboxdu, pač da ima problem, ker želi biti nekakšno zelo marvelovsko raziskovanje travme, ampak ni. Pozabi to v prvi tretjini, pa se spomni na koncu zadnje tretjine, da je mogoče tukaj neki naš kralj pogrešan. Vmes so neke tangente, ki si jih zdaj ti naštel, pa še marsikera druga, ki so bolj nastavljanje ali pa neki odvodi. Potem pa je akcija meni povprečna, zmedena, nezanimiva. Je Blade trikrat bolj zanimiv, pa ima Blade že same probleme, ne? Medtem ko vse ostalo, da ga pohvalim, je pa ful vizualno zanimiv. Jaz upam, da bi bil vse nominiran za kakšno tehničnega Oskarja, če ne že kostumi. Ja, kostumi seveda. Pa Bassetovo, na primer, je mene bila s tistim, kar je imela za delati, je naredila maksimalno. To pa res, Angela Bassett res naredi najboljšo vlogo po What's Love Got to Do With It. Tina Turner, ne? Ja. Pa je dobra igralka, vedno. Pa je ena najboljših likov vlog v MCU-ju, kadarkoli, to je treba reči. Jaz se strinjam z obema, jaz mislim, da sicer meni se zdelo, da vseeno za razliko od drugih Marvelov filmih ima nekaj nijans in hoče nekaj političnega sporočiti, ker večina ostalih se izogiba politike. Ne, ampak se prejšnji je bil bolj političen. Ja, skuša biti moralističen in tako, in se mi zdi, da to me ni toliko motilo, me pa to ta akcija je pa toliko dolgočasna. In pa še posebej, ker se mi je zdelo, da neka koreografija celo je bila, pa da celo igralci znajo nekaj narediti z temi raznimi oblikami orožij, ki so imeli, ker pa če tudi dost podarka na tem, kakšne orožje imajo. Ampak ja, posneto je pa tako, da nič ne vidiš, nič ne veš, kje se dogaja. Tudi tisto, ki se dogaja na krovu ladje, ko oni pležejo gor, oni pa jih skušajo dol metati, kjer je tako pač ful dobro geografsko zamišljeno, ampak na platno pa zgleda tako, kot vsaka druga akcija, tudi če bi stal po konc. Plus, da je ladja fucking stupid. Ja. Absolutno je seveda stupid, da se greš ti proti pomorski državi boriti ladjo, glede na to. Čeprav jaz mislim, da bi koncept to, da jih izzovemo, da pridejo ven, na plano. Ja, ampak je ogromna ladja, ki je višja kot širša, ki ne bi mogla ne se podrediti. Pustimo fiziko. To je itak, ja, ampak. Jaz imel tam feeling, da je v bistvu tako me spomnilo na performance Knapovcev, naše plesne skupine španskih borcev. Ampak je feeling imam, ko gledam vse te akcijske scene, da v 2 uri 30 ali 40 minut filma so rezali pri akciji najbolj.
Ker se mi zdi, da bi mogli pri ostalih zadevah biti dosti bolj surovi. Ja, mislim, čist mirno bi Martina Freemana ven zarezali. Ja, celoten plot. Vsa ta scena in ven. to Riri Williams. Ironheart, kako je to bi ven vrgel. Tam pač kamorijo, ne? Mislim, je zdaj reklama za 4 druge, pa 4 tretje. To štekam. Ampak včasih so to enostavno stlačili v end credit scene in to je bilo to. Zdaj so se pa odločili, da bo ta emotional del, ki meni je bil res boring, in pričakovan v tem end kreditu, namesto da bi pač, ne vem, Riri Williams nastavili. Ja, pa s tem, da so seveda v resnici podrli Shuri in Locke, v resnici cel, ne? Ona je pač se bori, da bo Black Panther, pa na koncu boš gled, se imamo tle že enega moškega, ki te bo nadomestil. Kaj se sploh matraš, baba? Ja, ne, samo vseeno so še dali polovno sceno not, kar se mi je zdelo pol z tega stališča smiselno, da gre tale, ki je bil v As, da se on izzove ljudi, da se bo boril, pa bo on kralj. Zdaj, ker ona noče biti kralj. Mbaku je bolje. I get it. Samo pač to se mi zdi, da to vse doprimore k tej zmedenosti, ki sem jo pač videl. Ja. Mislim, imej temo, pa jo sfuri do konca, ker vsa ta travma bi lahko bila lepo speljana. Samo tako pa, ne vem, mislim, kot da ima Marvel problem z čustvi. Ne, mislim, da je mogoče bil problem, da je Ryan Coogler imel scenarij, ko je bil še Chadwick živ in pol ga ni hotel čist pek vreč. Mislim, se štekam, samo saj ne zavidam, veš, to je res problematično postopati, še posebej po tako odmevni, pa tako težki. Ne, mislim, in te stvari, kak je Chadwick not vpleten in vse to, to so v redu izvedli, ampak sej naj bi bil film še kaj več. In dejansko, če bi samo Riri pa Martina Freemana ven vrgli, bi se brez problema fokusirali, pa bi dali 5 end credits in magari, da te stvari nastavijo. Jaz bi mogoče drugače zastavil, ne sploh, da bi zdaj ven rezal, ampak veš, problem se mi zdi, da kao v defaultu bi mogli reči, če je to film o izgubi pa travmi, o izgube, kakorkoli bomo to poimenovali, pol najma bad guy, Namor, neko podobno sceno, neko podobno vibe, ker to, ker v flashbacku vidiš, da moja mama je umrla, pol pa kao pač on zgolj vibranium v svoji tisti Atlantidi, whatever, pač to je. Mislim, čist pointless. Ja, da to nekako brani, se mi zdi zgrešen moment, ki bi lahko v bistvu na tematski ravni več gradil, da se Shuri pa on, v bistvu, da ima ta clash, pa neke stičišča, da je to bolj močno, tako pa se mi zdi, da je škoda. Škoda se mi zdi te kulture, ki je zelo barvita, lepo predstavljena, pol pa kao samo izpade, da so to pač neki postkolonialni problemi med dvema, veš, vazalskima državama. Veš, kaj mislim? Taki zamujena priložnost. Čiste Etiopija, Eritreja vojna. Ta neka fora. Tako da, Pa še zgleda kot crossover z Avatarjem. Ja, še to. Še to je. Dobesedno gledali smo trailer pred tem Avatarja in pol smo gledali tako, čakaj, zdaj tle, a so se filma prelila skupaj. Mislim, ob vsem tem ne narediš ljudstva, ki živi pod vodo in so modri enako kot Avatar. Jaz ne vem. A ti ljudje ne gledajo drugih filmov ali kako? Mislim, za iste firmo delajo, tako da še to, ne? Ali pa da bi se bili Avatari, da bi se povezali, pa bi zdaj bi še Avatar v MCU-ju, bi bilo še mogoče zanimivo. Dobro, Igor, še nekaj si pogledal? Gledal sem še en film, ki ima Black v naslovu in je še slabši. Black Adam. Gledajte, če v kinu preskočite, pejte gledati to, ko bo na HBO, če imate 2 uri viška. Zelo slab je. En najslabših DC filmov. Ja, pa Superman se na koncu pojavi. Naj spoilam najboljšo stvar. Ker je res bedna. Ampak res je bedna scena, ker pol izpade v bistvu Amanda Waller je noter kar lik in je cool, ker je pač Amanda Waller. In potem pač zagrozi Black Adamu, da bo mu poslala nekoga nad njega in pol prije Superman. Tak, pol deluje, kot da pač Amanda Waller ukazuje Supermanu, kaj naj počne. In še pol Superman prije, pa tako reče, whatever. Res je slabo narejeno. Vse je slabo. Ja. Ful je stvari slabih, pa vse so. Ja. Tak, prvo sem gledal boljše filme na Lifu. V kinobalonu, v otroškem programu. In sicer Moj brat robot, danski film iz letos, ki je bil sam na Lifu.
in je torej postavljen v prihodnost, dosta utopično, kjer vsi pač ljudje, ki jih vidimo, so danci in živijo dosta tako malo meščansko, buržujsko življenje. In otroci imajo svoje robote, ki jih spremljajo v šolo in pač jim pomagajo, najstorbo, whatever. Večina otrok ima G19 model, ki so podobni ljudem zelo in tako zelo človeško delujejo, medtem ko ta glavna junakinja pa ima G13 model, ki je pa ogromen teddy bear, ki ima idejo, da bo vsem, ti roboti so AI, ne? Da bo ona dobila ful prijateljev zdaj in da bo on ful cool vsem, če bo pripovedoval pravljice. Ona je 12 stara. Tako da ja, pravljice niso cool 12-letnikom. Ne. In potem je pač izključujejo, tako da imaš ful tole, da izključujejo nekoga, ki nima najnovejših in najbolj cool stvari. In potem je imel na 12 resnani in starši kupijo G20, ki sploh še ni vam prišel. Ne? In je prav zgleda kot dejanski fant. In potem pač on zna ful več stvari, ki jih oni ne znajo, ful je bolj lifelike. Najprej skoraj deluje, da bo tak, vse skupaj zelo Black Mirror. Ne? In najprej deluje, kot da tak pač ima neko agendo, tale roboti, da zdaj bojo nekaj naredili in pol se pa izkaže, še hujše, da tale G20 sploh ni robot, ampak je fant, pravi. Zato, ker ta korporacija, ki dela te robote, je poskus delala, da so roboti vzgajali dejanske otroke, ki jih je korporacija posvojila. In potem je prišel nek državni, danski, obvesli, ethics board, ki je rekel, da to pa bi lahko povzročilo probleme za človeštvo in so te robote starše jih wipnili in te otroci so zdaj tam v korporaciji zaprti not v headquartersu. In bi jih naj nekdo posvojil, ampak ker so že tam 10-12, jih noben noče posvojiti. To je prihodnost. Ja. No in potem je on prišel... Uporabil besedo utopična. Ja, no in potem je fant prišel do ideje, da bo probal se predstvarjati, da je robot. In potem ga valjda ugotovijo in on potem... No in potem je pa zelo taka za mlade pomenljiva scena, kjer se ona odloči, da... njega prisili v to, da se pretvarja, da je robot, čeprav ga potem vodo vrže in on pove, da ne zna plavati, zato da bi ona izpadla cool. Je ona pripravljena svojega prijatelja dati nič. Ne? In potem ugotovi, da je to slabo in je zelo moralno vse skupaj in potem njena familija posvoji vse te otroke, ki so jih prej roboti vzgajali in pač cela scena. Ni velik. Ja, 5. Danci, omejene. Raziskavajo. Dobro, no, kjer Black Mirror ni pretvarjal, da je robot za žensko. Black Mirror, but for kids. Ja. Drugače je ena scena, kjer se moški pretvarja, da je robot, pa John Malkovich igra, pozabil sem, ampak dosti dober sci-fi film iz 80-ih. In drugi sci-fi Black Mirror-like otroški film, ki sem ga gledal. Vidim neko temo tukaj. V Kinobalonu je pa Kapitanka Nova, ki 7. januarja pride na spored, tako da ga ne vem čist spoilov, je pa super. In je pa nizozemski. In sicer začne se v letu 2050 in je pač apokalipsa. Basically vse oranžno, crops are failing. Vse oranžno. Je citat te epizode. Ljudje, pač človeštvo je na robu izumrtja in potem tole naslovno Kapitanko Novo pošljajo, da gre ona v preteklost in proba ustaviti apokalipso. In ko gre ona v preteklost, se za toliko let, ko gre nazaj, ona pomladi. In ona pride nazaj v nekje, ko smo mi, in je 12 let stara. In potem je v bistvu fora, da najdeš enega fanta, ki ji pomaga in ona proba priti do znanstvenika, ki je naredil načrt za vrtanje nafte na Arktiki, ki bi povzročilo totalen pač izpust metana, ki bi uničil ozračje v roku par let in pač apokalipso pripeljal. In tale
ko je odrasel in star in invalidskem vozičku in je tudi pomagal tole narediti, da gre ona nazaj in ima tudi pol posnetek njemu predvaja. No in potem jo vojska lovi, ker najdejo spaceship, mislim, vesolju gre. In ima takega robotka, droneka, ki z njo laufa in je full cute in v glavnem full v redu je štorija izpeljana, full v redu so te time travel elementi vpleteni in igra je tudi čist fajn, koncept je fajn, tako da to je pa film, ki ga res priporočam, peljte otroke, če so gledali Back to the Future ali ne, čist v redu bojo zaštekali, kak time travel deluje. Okay. Snobno, ampak v smislu globalne. Je pa, kot je režiser, ki je tudi bil na Leafu povedal, da meni, da je globalno segrevanje resen problem, ampak da smo še na točki, ko si še lahko privoščimo imeti optimistične zgodbe glede tega, tako da konec. Je cool. Ja, ampak je taka lepa metafora za Greto, ki je kada glasnik iz prihodnosti. Ja. Je pa vmes ena scena, da ona ima orožje, ki streljaš nekoga in pol on zamrzne v času in pač premika se v slow motionu, tak hiper slow motionu par ur, tako da pač ne vem, naredi en korak mogoče, ne? Medtem ko možganska aktivnost je pa tega človeka čist ista, ne? In ona reče, da tu bo pa zdaj imel ta človek čas, da razmisli o tem, kaj dela v življenju in o karieri, ne? V glavnem vojake streljajo, ne, s tem, in tako da vojaki lahko razmislijo o svoji karieri, kar se mi zdi, če si nizozemski vojak, a ne bi o karieri razmišljal že, ko si izvedel za Srebrenico? Ja, zikr. Igor vedno konča na veselo noto. Mito, tako. Kaj si pa ti pogledal veselega? Ali je v Srebrenici? Ne, je v Kroni, kar je isto klanje. Joke, seveda ni. Britanska kraljeva družina je odgovorna za veliko več genocidov kot zgolj Srebrenica. Čeprav ne v tej epohi, ki je 5. sezona predstavlja, ki sem jo pogledal, bodimo odkriti. Čaki, ni to 90, se tu je bila zraven tale hotel Rwanda? Mislim, dejansko se je zgodilo v tem času, pa definitivno so bili Angleži tudi odgovorni. Se ne vem. Se so za vse. Ja. Izumili so koncentracijska taborišča. Okay. Zelo veselo. Igor, lahko nehaš, prosim. Mi to bi rad povedal nekaj lepega o seriji. 5. sezona se v bistvu ne ukvarja nič s tem, kar ji mogoče štejem, zdaj ne vem, plus ali minus, to boš ti znal povedati, I guess. 5. sezona se vije, mislim, da nekje od 84, 86 do 97, tu nekje. Koncentrira se pa res na Diano pa Charlesa, medtem ko Queen, kraljica, Elizabeta II. Malo vzame zadnji zid, pa uvedejo tudi Fajeda noter, Dodija in Fotra, Modija. Skratka, v 10 delih, ful dobro kvalitetno narejeno. Mislim, da je zelo kvalitetna drama, zgrajena na zelo zanimivih likih, ki niso samo osnovani v realnem ali pa zgodovinskem pisanju, temveč tudi dosti tega kreative je bilo noter upeljano, predvsem naprimer v zadnjem delu, kjer se Charles in Diana poslovita, je 15-minutni dialog med njima, v njunem stanovanju, kjer sta že podpisala ločitev, in je nekaj najboljšega spisanega tako za TV, brez glasbe, samo lika, ki se poslavljata drug od drugega, ki si data celo neko, tako Diana tako reče, avtopsijo njunega zakona, kar verjamem, da noben ni dnevnik zapisal, kar ni nekaj javnega, kar je pač nekaj res stvar kreative ali pisanja, in tukaj v takšnih momentih je ta serija najboljša, se meni zdi. Ko si vzamejo to svobodo, pa gredo malo ven izven teh gabaritov zgodovine, pa da si dovolijo pač eksperimentirati s temi liki, pa da si reče, ok, mogoče tako, taka fora, in zna to družino narediti zanimivo, te like privlačne, kljub temu, da vse vemo, pač zgodovina britanske družine ali pa njihova zgodovina ni najbolj privlačna vedno, ampak zna pa biti vsaj ta v tej seriji ravno toliko gledljivo. In jo priporočam, meni se zdi mičke mogoče za stopnjo 2 boljša kot pa prejšnja sezona, kar je
kar je meni kompliment, ker v bistvu ta serija... Hvala, ker meni je bila prejšnja sezona ena najboljših. Jaz mislim, da ta serija je nekaj najboljšega na TV-u trenutno, oziroma pretočnikih, da nimam velikih minusov. Znak, da je malo past, je kakšen del malo bolj počasten, ampak je to nekaj zelo konceptualno zanimivega, pa dobro spisanega, tako da mislim, da je ena boljših zadev, ki jo komod postavljam zraven Breaking Bada ali pa kaj tasga. Se pa nič na montaži ali pa na čem ne pozna, da so jo malo pohitili, da bi pač ujeli ta hype po smrti Elizabete. Mislim, tukaj zaključijo za 97, torej v bistvu z njuna ločitev nič, mislim, nekako, tudi če bi zdaj v naslednji sezoni, ki vem, da je zadnja, izpustili naprimer Dianino smrt, ne bi tega pogrešal. Ker se mi zdi, da so zaključili to njuno zgodbo, tudi Diano so nekako njen lok zaključili. Celo Charlesa so mi naredili prikupnega, medtem ko v prejšnji sezoni mi je bil kreten par excellence, da se tako izrazim. Tukaj je ena epizoda prav za njega, rezerviranega, in potem par likov, ki se okrog njega vrti, Tony Blair, pa par teh zadev, ki ga celo pohvalijo, pa to naredijo zelo dobro, kao, da v bistvu, Charles je ujetnik svojega časa, pa te njegove ječe, ki ga Elizabeta zanj postavlja, da v bistvu on je pretendent za prestol, ampak je pa tudi hkrati zelo pameten, ambiciozen, da ima neke strasti, pa srčenje, ampak ne more ven iz tega. On v eni epizodi reče, kao, kdorkoli mojega, in mislim, pa to ne govori z velikim, kako rečem, zanosom, ali pa tako zelo skromno reče, kao, kdorkoli na moji poziciji ali pa z mojim zanosom bi trenutno bil na vrhuncu svojih moči. V sferi svojega poklica bi bil on the top of his game. Jaz pa trenutno lahko samo čakam, jaz sem v čakalnici. In ta njegovo trpljenje, ta njegov patos se zelo dobro prenese. In to mislim, da je en velikih plusov te serije, da lahko, da zmore to prenesti naprej, da zmore vklopiti to empatijo. Zdaj premenijo eno. Tako da ful priporočam. Ok, super, jaz še nisem se lotil, ampak bom pogledal. Tudi jaz sem bil nekaj na Leafu, letos mi žal ni uspelo pogledati toliko tega, kot sem si želel ali pa hotel. Upam, da bo iz tega, kar je bilo v predpremierah, prišlo še kar nekaj v kino, ker je bil letošnji Leaf spet zelo bogat z filmi. Pogledal sem 2 filma, od tega mi je bil EO oziroma IA, absolutno niti malo všeč, moram priznati, da me je res razočaral, da se mi je zdel zmeden, slabo narejen. Razumem, kaj je hotel povedati, približno to neko pač idejo o tem, kako ravnamo ljudje z živali, ampak jaz mislim, da mu ni to uspelo niti malo približno tega prikazati na nek dober, kakršenkoli način, precej skratka zmeden, in tudi, kot sem začutil neko razpoloženje gledalcev po filmu, mislim, da se je z mano precej ljudi strinjalo, da je bil zelo slab film. Sem pa potem gledal takoj zatem Alcaraz in moram reči, da pobral je Zlatega medveda v Berlinu, da mi je bil zelo, zelo všeč. Sicer ima vse te klišeje neke družinskega filma, kjer imamo vse od teh mlajših likov, ki so malo po balini, do tega, da se z fotorom nihče ne razume, da je fotor pač glava družine, malo je spominjal na lanskega Oscarjevega nagrajenca, ampak se mi zdi, da pa zelo dobro vseeno prikaže in precej boljš kot lanski Oscarjev nagrajenec, prikaže, kako pravzaprav nek kmet živi danes v recimo Kataloniji, kako je pač pod udarem nizkih cen njihovih pridelkov, in nekih novotarij, ki jih uvaja, pač tukaj so sicer sončne celice, ki jih imamo vsi za neke dobro stvar, ampak uničujejo recimo neko, bi rekel, kmečko podeželje pravzaprav s tem, ker seveda odrivajo nek tradicionalno pridelek ali pa neko tradicionalno delo, odrivajo, ker preprosto tam pač jih sadijo, ne morem reči, da jih sadijo, ampak tam jih inštalirajo, kjer je seveda pri kmetijstvu. In tako zelo prisrčen film, pa tudi malo tega, na začetku je malo idealna ta situacija, malo se znebi tega, na sredini se mi je zdel zelo fino narejen in zelo realen v resnici. Tako da ga absolutno priporočam, če boste imeli čas za pogledati. Pogledal sem pa tudi Don't Worry Darling, o katerem je Igor prejšnji teden, mislim, da govoril, pred prejšnjo epizodo, zdaj na HBO Max namreč, in ga je fino
si ga lahko tam pogledate. Strinjam se z Igorjem, da je mogoče nekaj sovraštvo, oziroma nek hejt proti temu filmu čist brez veze, ker ni slab film, ampak meni je film dosti boljši po ideji, oziroma po tem, kaj hoče povedati, skratka, kako upelje vse te incele, pa vse to noter, pa neko to tehnologijo. Po sami eksekuciji, po tem, kako žanrsko je narejen, je pa mal zmedeno, oziroma bom rekel, ful je preveč tega. No? Meni se zdi, da takrat tisti trenutek, ko se začne Florence svet podirati, ko ona začne domeva, da je nekaj narobe za to utopijo, v kateri živi, se vse tako hitro dogaja, pa tako na 11, ima privide, ima vsake 3 minute, ima nov privid, je mal preveč. No? In tudi ta končno razkritje je v bistvu zelo slabo napovedano, ker šele na koncu ugotoviš, kaj je vsa fora v neki ekspoziciji, ki traja tako 5-10 minut, predtem pa noben namigov ti ni znal dober povedati. Ne, pa eni so, ki so čist red herringi, oziroma mislim, tako, da je bilo planirano, da bojo nekaj z njih, ne vem, neki potresi so. Tako je, ja. Kaj je s temi potresi? Potresi so pač. Ja. Tako take stvari, no, tako da malo te na koncu se ti zdi, ok, super ideja, ampak a ne bi to se dalo malo boljš narediti, no? Ampak se mi pa zdi tako zelo primeren film za ta cajt, v katerem živimo. No? Tako da ga priporočam v končni fazi. In Florence je pač izjemna. Ja, plus igra, pa vizualna podoba, to, koliko je stylish vse skupaj. Pa je res. Ni samo Harry Styles, ampak... Seveda, što ti rekel. Jaz moram reči, da sicer meni Harry Styles se ni zdel tako dober. Jaz ga sicer cenim, tudi kot igralca, ampak tu se mi ni zdel tako. Mi pa je bil Chris Pine, ne? Chris Pine je super. On iz Parks and Rec je super. The Douche. Ja, The Douche. Florence pa Olivia obvisli. No? Tako da zdel se mi je fino, ampak malo mu je pa manjkalo. No? Je pa definitivno za pogledati, dajte ga pogledati, zdaj ko ga lahko legalno na HBO pogledate. Ker v kino ni prišel. Tako. In ljudje in ljudine ne boste, ali pa boste, kdo ve, kaj vi mislite, verjeli, to je bila že naša 138. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obod, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z, ki ga gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili Igor Gravitas Harp, Mito Prepišen Gegič in Aljoša Cool. Upam, da sem vsaj malo Oliverja uspel ujeti. Tole epizodo smo posneli v kinogledališču Bežigrad pri bežališču za filmske užitkarje in druge mehkužce. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkate naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcasts ali Spotifyju, spremljate platformo Apparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če vas skrbi, ker je zunaj tako mračno, da lahko vampiri zdaj hodijo po svetu že čez dan, vas ta teden vabim na knjižni sejem na Gospodarsko razstavišče v Ljubljani. Če tudi med knjigami pri nas redko srečate kakšno živo dušo, pa se med knjižnim sejmom tam vseeno lahko skrijete. Vampiri namreč ne berejo slovenske literature, ker je zanje preveč mračno. Na Twitterju nas najdete kot podcast Obod, na Facebooku in Instagramu kot podcast SKM, Obod brez pikic vmes. Sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo vsem tekočih epizodah o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bodemo konzumirali, sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabna omrežja pa še vedno tudi delimo rajcere, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko smerjate vsa vprašanja, pripombe, komentarje, samo hvale o velikosti vaše katane, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 138. epizoda, dragi oboževalci in oboževalke. Naslednja 5. in zadnja epizoda meseca Krvosecev bo posvečena, kot ste že slišali, ne vemo še čisto točno čemu, ampak čez teden dni, samo teden dni boste morali počakati, da boste zvedeli čemu. Skratka, slišimo se takrat. Hvala vam za vašo pozornost. Igor, nekaj mi mahaš. Ja, če to poslušate prvi ali drugi dan, ko je prišlo ven, torej sredo 23. imam na knjižnem sejmu ful zanimiv pogovor
z All-Star zasedbo, torej Mirt Komel, Dan Podjed in Majda Širca bomo se pogovarjali o vlogi umetnosti v apokaliptični oziroma antiutopični družbi in mislim, da bo fino. Tako je, in v četrtek nas srečate v Kranju, če slučajno niste spremljali naših omrežij. Mi smo v Kranju, ne vemo, kaj bomo tam počeli, ne vemo. Pogledali si bomo res film zombijevsko komedijo. Pride k nam, če pa niste iz Kranja ali iz bližine in ste trdni Ljubljančani, ne vem, kako naj temu rečem. Skratka, Ljubljančani, ki vam bi krake odpadle, če bi šli v Kranj, pa se nam pridružite 23. decembra v Kinoteki. Bomo govorili o enem filmu, ki se imenuje Super 8. In če ne veste, kateri film je to in ne veste, kaj bi lahko mi mislili o tem filmu, si seveda kupite zadnjo številko revije Ekran, kjer smo v časovnem stroju, tako se imenuje rubrika, vse povedali o tem filmu, ampak ne čisto vsega, kar ti vse bomo pa povedali ko bomo predvajali ta film 23. decembra v Kinoteki. Po filmu bomo namreč posneli živo epizodo za enkrat skrivnostnim gostom oziroma gostjo, tako da se tudi zaradi tega splača prideti in praznovati Božička z nami. Čing, čing, čing. Se vidimo.